Dober dan, dobro jutro in lepo pozdravljeni na naši tradicionalni petkovi virtualni kavi Coffee to Connect. Spet smo se znašli v tako imenovanem lockdownu, ustavili smo del javnega življenja in delamo od doma, ampak zato nič manj aktivno. In zelo sem vesela, da se bomo danes pogovarjali o našem programu Partnerstvo za spremembe, o nacionalni platformi sodelovanja, ki jo v MČEM-u že 7. leto uspešno peljemo skupaj z Ministrstvom za javno upravo. Danes vam bomo povedali, kaj Partnerstvo za spremembe pravzaprav je, kako delujemo in kako sodelujemo, kako izmenjujemo zaposlene in rešujemo izzive, ki so pomembni za prihodnost naše družbe in države. In zato sem danes zelo vesela, da lahko v naši družbi pozdravim mojo partnerko, Jeleno Tabaković, ki na strani Ministrstva za javno upravo skrbi za partnerstvo. Jelena, živjo in dobro jutro. Najprej se bomo pogovarjali midve z Jeleno, potem se nama bodo pa pridružili še tudi vsi trije predstavniki treh izzivov, ki jih letos rešujemo. In preden začneva, lahko povem še to, da če želite, nam lahko vsem skupaj zastavljate tudi vprašanja zraven v naš klepetalnik, in bomo z veseljem na njih odgovorili. Tako, Jelena, živjo, kako si? Živjo. Odlično, moram reči, da občasno mi malo nos nagaja, ampak to ni korona. Očitno je neka nova alergija, ki je še do zdaj nisem imela, tako da, evo. No, super, bova to odlično speljali. Smo na varni razdalji. Tako. Povej mi, Jelena, v bistvu ti si pri partnerstvu tudi že od vsega začetka. Povej nam tako na hitro, kaj sploh partnerstvo je, kako program deluje in kaj smo v bistvu v teh 7 letih uspeli narediti. Ja, kot si sama rekla, partnerstvo je dejansko postalo od ene preproste ideje o poskusu izmenjave med javno upravo in zasebnim sektorjem danes dejansko že nacionalna platforma sodelovanja. Leta 2015 smo začeli tako, da smo najprej zaposlene na ministrstvu izmenjali z zaposlenimi v podjetjih, potem pa je program vsako leto spontano dejansko rastel z različnimi oblikami sodelovanja, tako z izmenjavami kot reševanjem izzivov. In do zdaj lahko rečem, da smo v bistvu izmenjali že 280 zaposlenih v javni upravi in podjetjih, sodelovali je že preko 39 podjetij in pa vzpostavili smo celo 90 mentorskih parov, če se spomniš, v 3. in 4. krogu. Hkrati pa to sodelovanje nadgrajevali z različnimi izzivi. Najprej smo reševali tiste v javni upravi, pa smo pa rekli, dajmo zdaj navzven se odpreti, pa preko natečajev začeti zbirati širše. In do zdaj smo rešili že 10 izzivov, brez letošnjih 3, ki jih imamo v krogu tem. Tako da moram pa reči, da smo tudi prejeli nagrade dejansko. Leta 2016 strani mreže MČEM in Europe smo prejeli Creative Network Award za najboljšo prakso. Leta 2017 smo pa to prakso predstavili kot eno najboljših na vladni konferenci v Dubaju, tako da moram spomniti na ta del, ampak pod črto podvlečeno je pa v bistvu najbolj pomembno to, da so naši sodelujoči tisti, ki so zadovoljni in njihovi pozitivni odzivi so dejansko najboljše priznanje za naše delo. Ja, to je res. Ko takole vržemo številke na kup, zvenijo kar impresivno, ampak res je ta energija vseh sodelujočih tista, ki je v bistvu najbolj pomembna in ki nekako nas žene, da to počnemo še naprej. Povej mi, kaj pa recimo po tvojem mnenju največja dodana vrednost partnerstva za spremembe? Ja, ob tem, da si izmenjujemo izkušnje in dobre prakse, so definitivno neprecenljive vezi, ki se stkejo. Ko dejansko s temi izmenjavami in sodelovanjem, ko spoznamo en drugega, ko vidimo, kako zadeve potekajo, kdo je na drugi strani, se boljš razumeš in boljš razumeš okoliščine enega in drugega in v bistvu je to tudi pol predpogoj za dobro sodelovanje in za iskanje tistih pravih rešitev, ki so sprejemljive za vse.
Tako da mislim, da je to glavna dodana vrednost vsega tega, ker te vezi se ne izbrišejo z eno izmenjavo, z enim sodelovanjem, ostanejo in na to smo najbolj ponosni. Bistvo izmenjav pa v bistvu že od vsega začetka so izmenjave zaposlenih. Tle se je bistvo partnerstva, pardon. Izmenjave so tiste, zaradi katerih se je vse skupaj sploh začelo. Pa daj nam povej malo več, kako dejansko to poteka. Ja, tukaj sva midve v igri, ne. Se pravi, na strani javne uprave sem jaz tista, ki nekako zaženem vsakoletni krog zbiranja interesa. Najprej preverimo interes med organi, ali so pripravljeni sodelovati in če potem preko njihovih koordinatorjev zbiramo interes zaposlenih, kam bi želeli iti, skratka to. Pol pa nekako ti zaženeš krog, se vključiš, ne, preveriš interes na drugi strani in potem si izmenjava. Jaz dobim paket tistih, ki želijo iti obiskati v bistvu organ v javni upravi in ti za tiste, ki pač želijo spoznati kakšno prakso v podjetju. Tako da to je v resnici to. Ja, in lansko leto v bistvu nas je, ravno ko smo začeli s tem ciklom izmenjav, nas je presenetila korona, tako da jih potem lansko leto nismo izvedli, kar se je zgodilo prvič. Letos pa smo rekli, da se ne damo in da jih bomo vseeno z njimi nadaljevali. Kako v bistvu nekako se vsi skupaj učimo, ker ne vemo, kako bo to izgledalo, ampak daj nam približno povej, da si bojo tudi najini poslušalci lahko predstavljali, sploh tisti, ki so zainteresirani za te izmenjave, kako bo zdaj to potekalo. Lani smo morali biti potrpežljivi, pa bom rekla pritisniti na bremzo, po domače povedano. Zdaj pa v tem letu smo več ali manj že vsi posvojili te pač nove prakse, evo zdaj leži, kofetkamo nadaljavo. Skratka, in smo se odločili, da dejansko vidimo nove priložnosti za izmenjavo, ne. Saj vsaka sprememba prinese tudi nove priložnosti in zagotovo bo tudi to v partnerstvu in mi smo drzni. Tako da smo rekli, gremo letos naprej in točno, kako se bo zdaj to izšlo, kakšni bodo odzivi, ne vemo, ampak vrata smo dejansko odprli. Kako si to predstavljamo? Tisti tradicionalni teden izmenjave, ki smo ga imeli, ne, smo zdaj zamenjali pač tako, da smo obdobje podaljšali, med aprilom in junijem želimo, da se ta izmenjava izvede. Kako točno pa je v bistvu čisto odvisno od individualnega dogovora med tistim, ki se bo pač izmenjal in pa organizacijo na drugi strani, a ne. Možnosti so različne, ali kombinatorika med daljavo in v živo, ali samo na daljavo, ali v živo, bomo videli. V resnici me prav zanima, kako vse to bo potekalo. Jaz upam, da se, mislim, prepričana sem, da se bo našla pot in da bo to tudi ena lepa izkušnja in pa potrditev, da ni ovir. Ja, to sem tudi jaz prepričana, da bomo v bistvu še enkrat znova dokazali, kako dobro znamo sodelovati, če to hočemo. Kako se lahko ljudje prijavijo na izmenjave, si malo že prej v bistvu nakazala. Pa daj še enkrat povej čisto sistematično, kako se prijavijo ljudje iz javne uprave in kako se prijavijo ljudje iz gospodarstva. Ja, se pravi, v javni upravi preko koordinatorjev na organih dejansko zberemo motivacijska pisma tistih, ki se želijo prijaviti. V tem motivacijskem pismu čisto na kratko opišejo, kaj delajo, kaj jih približno zanima, a ne toliko, da podjetje, organizacije na drugi strani lahko vidijo pač, kdo ima interes za izmenjavo. Seveda to mora biti usklajeno tudi z vodjem, ne, da se pač strinja z izmenjavo in vsak si izbere 2 organizaciji, ne, ker zdaj, kakor vsako leto rastemo, če smo začeli samo izmenjavo med eno in drugo stranjo, smo pol tudi razširjali in spodbudili tudi izmenjave med samimi organi, ne, ker
tudi tu je priložnost, da se še bolj spoznamo, a ne, in izboljšamo naše sodelovanje. Tako da, ja, motivacijsko pismo, nekaj o sebi, izbor 2 organizacij in pa se pravi preko mene in tebe do željenega cilja. Super. Kdo pa sploh letos vse sodeluje? Še to nam povej, kam se ljudje sploh lahko prijavijo in kdo jih je pripravljen sprejeti? Ja, zdaj, člani MČM absolutno z vaše strani, potem gospodarska združenja, torej Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica, Klub slovenskih podjetnikov in Združenje menedžerjev. Pol pa letos pa so se kljub razmeram, sem prav vesela, kar 16 organov se je prijavilo. Letos sodeluje 7 ministrstev, Ministrstvo za notranje zadeve, za zunanje, za infrastrukturo, gospodarstvo, šolstvo, prvič letos tudi za obrambo in seveda javna uprava. Potem imamo eno vladno službo, to je UMAR, Urad za pomorstvo, Agencijo za kmetijske trge, 3 upravne enote, Ljubljana, Nova Gorica, Šmarje pri Jelšah, 2 občini, Kočevje in Mestna občina Ljubljana, pa seveda AJPES. Ampak moram reči, da če se kakršnakoli druga želja pač pojavi, a ne, ki ni na tem seznamu, smo v bistvu vedno odprti za to in se potrudimo, da nekako prikličemo tisti organ, ki se morda ni pripoznal priložnosti ob samem pozivu, tako da se res potrudimo, da v bistvu uredimo še take izmenjave, ki pač, bom rekla, na začetku niso na seznamu. Tako da 16 organov letos in prav... Sigurno se za vsakega se bo nekaj našlo, kar jih zanima. Zdaj pa, Jelena, preden se v bistvu podavaš še k najinim sogovornikom, daj mi prosim povej še, ti si bila dejansko na tej izmenjavi, mislim, da si en teden preživela v NLB-ju, a ne? Ja, res. Ja, daj nam povej tako iz prve roke, kako dejansko ta izmenjava deluje in kaj ti je v bistvu dala. Se pravi, zbrala sem NLB čisto zato, ker smo takrat se zelo napolno ukvarjali z vpeljavo projektnega menedžmenta na našem ministrstvu in to je bila nekako moja rdeča nit izmenjave. Prvi dan, ko so me sprejeli, v bistvu sem se dogovorila, kaj me zanima, kaj mi delamo in tako, potem so mi na drugi strani pač povedali, kdo bo moj sogovornik, kdaj se točno dobimo in pa je začelo tako, iz dneva v dan sem obiskovala ali sestanke, ali tisto pač enoto, kjer se je dogajalo, kjer so v bistvu predstavili, kako delajo, kako spremljajo projekte, na sestankih, ko so imeli nove razvojne projekte, se pravi, kako so jih začenjali oblikovati. To vse sem spremljala, tako da iz prve roke vidiš, kako v bistvu funkcionirajo, kako delujejo. In kar je tudi dobro bilo, ko vidiš v bistvu ta izkušnja, ne samo kakšna nova praksa, ko jo izveš, ampak to, da vidiš, da približno podobno poteka in so kakšni podobni izzivi, kakor pri nas, tako da ni takih razlik. In to je tudi, bom rekla, dodana vrednost, ki ti je pol lažje, ko vidiš, da mogoče pa nisi edini in sam, ki se soočaš s takimi težavami. Tako da absolutno veliko dobrih idej, ki smo jih lahko tudi sami pač potem uporabili. In kot sem rekla, vezi so ostale in na eni in na drugi strani v bistvu smo pol bili vedno odprti za kakršnokoli pomoč. Tako da to je tisto. Super, to je dejansko to, kar je v bistvu največ vredno. Ok, zdaj se bova pa lotili izzivov. Preden povabiva prvega, povej mi sam še tako na hitro, kaj so ti izzivi, kako jih rešujemo, kaj je glavna poanta vsega tega? Ja, se pravi, kot sem rekla, začeli smo z nekimi izzivi v javni upravi, pa smo se pa odločili, dajmo se odpreti navzven in to smo naredili tako, da smo v bistvu začeli objavljati, vsako leto objavimo javni natečaj in vprašamo
vse pač deležnike, nevladne organizacije, akademska sfera, skratka kdorkoli, kakršenkoli izziv, da ima, da v bistvu se prijavijo. Tako da se pravi prijava na natečaj, potem zberemo tiste, bom rekla, finaliste in potem vsako leto tudi rešujemo 3 izzive. To je tisto, kar nekako lahko še obvladujemo, pa da se res pač posvetimo. In letos dejansko imamo spet 3 odlične izzive. To je v bistvu izziv pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani, dodana vrednost, usklajenost med univerzitetnim znanjem in trgom dela. Potem izziv od Kemijskega inštituta Niki, spodbuda Proof of Concept, in pa izziv Onkološkega inštituta Ljubljana, protonska terapija v Sloveniji. Tako da res odlični izzivi in se veselimo v bistvu že rešitev. No, super, jaz tudi, in zdaj imava vse 3 tudi tukaj z nama, da nam bojo v bistvu povedali, kako so začeli, kaj se dogaja, kako bojo šli do konca. Tako da danes so z nami dr. Milica Karlovic, koordinatorica projekta v pisarni za prenos znanja na Kemijskem inštitutu, Simona Rataj iz pisarne za prenos znanja Univerze v Ljubljani in pa dr. Primož Strojan in dr. Božidar Casar z Onkološkega inštituta. Pa najprej v bistvu zdaj pozdravim Mirico. Mirica, živjo. Povejte mi, morate si vklopiti kamero pa mikrofon, tako, živjo. Kaj je v bistvu glavni namen izziva vašega, ki ste ga prijavili v letošnji krog Partnerstva za spremembe? Ja, lepo pozdravljeni še z moje strani. Zdaj, na Kemijskem inštitutu se zelo zavedamo, da je pač prenos znanja in tehnologij med raziskovalno institucijo in gospodarstvom zelo pomemben dejavnik, nenazadnje za razvoj družbe, napredka in tudi za napredek same države. Zdaj potrebno je spodbuditi pač medsebojno sodelovanje, predvsem pa je dobro, da tele raziskovalne dosežke nekako implementiramo na tržišče. Zdaj, kot ste že sama omenila, smo v okviru Partnerstva za spremembe prijavili naš projekt Niki. To pa je v bistvu finančna spodbuda, ki pač podpira zaščitene izume Kemijskega inštituta, ki imajo velik potencial. Zaenkrat pa se financira zgolj iz direktorjevega sklada. Zdaj, zakaj smo se to odločili? V bistvu razlog za to je bil, ker smo opazili, da je večinoma izumov, ki so izhajali iz našega inštituta, niso bila povezana z gospodarstvom. Zdaj, cilj pa je, da se zviša tehnološka stopnja neke inovacije, kar pa je predpogoj za komercializacijo in pač možnost povečanja vrednosti inovacije na trgu in na ta način se potem lažje implementira neka inovacija, produkt ali pa tehnologija na sam trg. Zdaj, ta finančna spodbuda, ki jo dobijo raziskovalci, to se prijavijo pač na razpis, ki ga imamo enkrat na leto, pač pogoji so, kakršni so. To pa jim omogoča recimo, da dodatno testirajo svoje materiale, lahko pridobijo informacije na trgu. To so pač namreč področja, ki industriji nakazujejo sam ekonomski potencial. Tako na kratko, no. Okej, v bistvu tle gre za ta koncept proof of concept. A nam lahko tako v bistvu za laike preprosto razložite, kaj ta koncept sploh je? To je v bistvu nek sklad, to je finančni sklad. Recimo imaš nek budžet, ne vem, konkretno na našem primeru, ne vem, direktor je odobril oziroma vodstvo inštituta je odobril nek budžet za to smer. Potem se prijavijo raziskovalci, ki imajo zelo inovativne, prebojne, nekaj novega, neke inovacije, ki bi jih radi zelo tržili na trgu, ne.
Potem se prijavijo na razpis, komisija izbere najboljše in na nek način oni dobijo pač neka finančna sredstva. Recimo nekomu je že dovolj 10.000 evrov, nekomu 20.000, da naredi nek premik. V bistvu se gre pa iz tehnološke stopnje razvoja, da v bistvu gre iz raziskave naprej recimo v nek prototip, potem šele v produkt. In na ta način v bistvu gre ta faza naprej in na tak način lažje prodreš na trg. To je v bistvu nek push-up, da gre inovacija lažje na trg, čisto po domač povedano. Super, super. Se pravi, zdaj pa v bistvu povejte mi, kako se vaš izziv odvija, kaj ste uspeli že narediti in v katero smer greste? Takole, tole smo začeli mi leta 2019, ker smo opazili, da je pač tole zelo velik manko pri nas in v celi Sloveniji. Zdaj letos oktobra, oziroma 2020 smo zopet objavili interni razpis za prijavo perspektivnih inovacij in pridobitev teh finančnih sredstev. Na razpis se je prijavilo kar nekaj raziskovalcev oziroma inovacij iz Kemijskega inštituta. Potem pa je komisija, ki je bila v bistvu sestavljena iz zunanje neodvisne institucije in pa notranje komisije, je izbrala letos 4 najbolj perspektivne inovacije. Tako da v bistvu te pa so iz področja zdravja, materialov in novih tehnologij. Tako da v bistvu rezultati so bili objavljeni letos januarja, tako da v bistvu financiranje se je začelo in predvidoma v enem letu naj bi ta finančna sredstva ti raziskovalci porabili in nekako poskušali lažje priti na trg. Lahko pa povem, povejte. Lahko pa povem zelo uspešen primer iz lanskega leta, ko se je raziskovalec prijavil s svojo inovacijo na projekt Niki in letos je ustanovil spin-out podjetje za razvoj, proizvodnjo in prodajo katalizatorjev. Super, se pravi, zadeva deluje, ampak mene v bistvu zanima, vi ste se zdaj v okviru tega izziva, ki ga rešujemo na partnerstvu, ste se povezali tudi z Inštitutom Jožef Stefan in zdaj v bistvu je nastala pobuda, a nam lahko malo več o tem poveste? Tako, na Inštitutu Jožef Stefan imajo zelo podobno oziroma vse raziskovalne institucije imajo zelo podoben manko, kar je zaznati, da tega ni še v Sloveniji. Zdaj pa nekako z Inštitutom Jožef Stefan smo se odločili, da bi šli korak naprej, ker hočemo, da bi nekako nastal finančni sklad na državni ravni, ki bi pač omogočal financiranje teh perspektivnih inovacij, da bi se pač lažje približale na trgu. To so v bistvu zgolj zdaj začetki. In nekako treba začeti in upamo, da bomo naredili vsaj kakšen korak naprej. Je pa sigurno dolga pot do tega. Jaz sem prepričana, da ga bomo, zato ker kjer je volja, je pot in v bistvu skupnimi močmi nam bo uspelo in to je v bistvu tudi celoten namen partnerstva. Mirica, hvala za vaše odgovore, zdaj pa v bistvu se selimo k Simoni in k Jeleni, ki boste povedali več o izzivu Univerze v Ljubljani. Pozdravljena, Simona. Zdaj, v bistvu pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani. Lahko malo bolj podrobno predstavite vaš izziv in zakaj pravzaprav ste ga prijavili v partnerstvo za spremembe? Seveda. Kot je bilo že omenjeno, je izziv uskladiti izobraževalne programe Univerze v Ljubljani s pričakovanji podjetij glede kompetenc naših diplomantov.
Zakaj? Namreč opažamo, da se zaznave obeh delodajalcev in univerze nekoliko razlikujejo. Zdaj, po eni strani delodajalci želijo izdelanega diplomanta, ki se čim hitreje vključi v njihov delovni proces. Po drugi strani pa univerza gradi sposobnosti posameznika za pridobitev širših kompetenc. In pri tem želimo seveda ohraniti svobodo, da razvijamo področja, ki zaenkrat še niso tržno zanimiva, so pa seveda podlaga za ustvarjalnost, dolgoročni napredek družbe in pa bodoče inovacije. Zakaj smo se prijavili dejansko? Iz dosedanjih izkušenj ugotavljamo, da se spodbujanjem učenja preko izzivov, tako imenovan challenge-based learning, postopno spreminjamo zaznave obeh delodajalcev in pa univerze. In izziv smo v partnerstvu za spremembe prijavili ravno zato, ker si želimo sprememb in ker v partnerstvu dostopamo tudi do ljudi, predstavnikov delodajalcev, ki nam pri uvajanju sprememb lahko pomagajo z nasveti, izkušnjami, idejami in pa seveda njihovo neprecenljivo energijo. Zdaj bom rekla, vsi naši izzivi so dejansko, so tako obširni, ponavadi končne rezultate lahko vidimo šele čez nekaj let. Tako da, kaj si pa lahko obetamo zdaj konkretno od tega kroga, tukaj, kar smo v bistvu zdaj začeli v okviru partnerstva? Kakšne rešitve? Ja. Kot en korak proti. Prvi korak definitivno, kaj lahko si obetamo, so spremembe. Ampak konkretno je, kaj želimo doseči. V bistvu kot postopek, pa potem tudi postopek, ki se nadaljuje pol še po jeseni, ko se ta krog zaključi. Želimo si spremembo kulture na univerzi, se pravi kulturo odprtosti, inovativnosti, še bolj poudarjene, interdisciplinarnosti, absolutno še bolj poudarjene. Želimo razviti tak sistemski princip učenja, ki temelji na reševanju izzivov gospodarstva in širše družbe, pomeni tudi delodajalcev iz javne sfere. Želimo tudi hitrejše usklajevanje in izmenjavo informacij med obema sferama, da se hitro izmenjujejo potrebe po kompetencah, izzivi in pa da se potem lahko na drugi strani razvijajo programi, ki pri študentih dosegajo točno to, kar želimo kot delodajalci, se pravi nove kompetence, nove veščine, nova znanja, nove izkušnje. Spodbujati podjetnost pri raziskovalcih in študentih, in to je tudi nam pomembno. Ne podjetništvo, to ja, ampak podjetnost kot tako. In pa seveda povečevanje kompetenc naših študentov in pa diplomantov in pa premika, pa nekako zmanjševanje te meje oziroma te vrzeli med eno in drugo sfero v tem trenutku. Ja, tega si absolutno želimo dejansko vsi, da se ta vrzel zmanjša in da, bom rekla, je ta pretočnost ali pa toliko hitrejša in pa učinkovitejša. Nam lahko samo približate, kako v resnici poteka reševanje tega izziva? Kaj ste, na primer, do zdaj že uspeli narediti? Ja, zdaj od prijave projekta lansko leto smo najprej začneš človek seveda tam, kaj zaenkrat je, no, in kaj obstaja. No, in smo najprej popisali res vse aktivnosti, ki jih na univerzi izvajamo, vezano na to področje. Se pravi, kaj delamo na področju reševanja izzivov delodajalcev, kakšne interdisciplinarne študijske predmete imamo, kakšne so izvenštudijske aktivnosti in izobraževanje, ki jih študentom nudimo. No, in potem, ko smo imeli vse to popisano, smo v sodelovanju s partnerstvom za spremembe in NČEM izvedli MJU, izvedli 2 dogodka, na katera 2 so bili vabljeni predstavniki delodajalcev, študentov in pa pedagogov na univerzi. Prvi dogodek je bil namenjen identificiranju izzivov, dobrih praks, izkušenj in mnenj glede sodelovanja, drugi pa je bil namenjen iskanju rešitev na identificirane ključne izzive.
In zdaj, v času, bo mislim, da cirka 3 tedne nazaj, v tem času smo pripravili akcijski načrt, tiste prve korake, s katerimi želimo na univerzi začeti in pa spremembe oziroma še pospešiti spremembe. Med njimi so recimo enotna vstopna točka za vse storitve in pa aktivnosti, ki jih univerza nudi za delodajalce, s čimer bomo reševali to, da zdaj mogoče se ne znajdejo, ne vejo, na koga se sploh obrniti. Potem naslednja je povezovanje podjetij, raziskovalcev in pa študentov v okviru izzivi gospodarstva in pa challenge-based learning. Dejansko že načrtujemo pilote, razvoj pilotov, katerih cilj je sistemska ureditev tega interdisciplinarnega načina izobraževanja. Še naslednja je pa tudi oblikovanje skupnosti z delodajalci in pa razvoj medgeneracijskega mentorstva z nadgradnjo naših platform, kjer se združujejo delodajalci, študenti, in to so alumni in pa tako imenovan POPR. Kar smo še imeli, je 2 sestanka oziroma sestank z 2 podjetjema, ki sta zainteresirana za iskanje rešitev njihovih izzivov s pomočjo študentov in pa raziskovalcev na univerzi in skupaj z njimi zdaj delamo akcijski načrt, kako te pilote izpeljati, da bojo dobri in pa win-win za oboje, ne, se pravi za vse 3, za raziskovalce, študente in za delodajalce. Predvsem pa moram poudariti, da smo že samo zaradi vašega izziva oziroma vaše pobude za partnerstvo za razvoj in našega izziva se začeli povezovati tudi zaposleni na univerzi. Vsi tisti, ki želimo napredek na tem področju in smo pripravljeni vanj vložiti svoj čas, znanje in izkušnje, smo zdaj nekako identificirani in se začenjamo pogovarjati in skupaj verjamem, da bomo dosegli marsikaj. Prepričana sem, da boste. To je res dejansko, če tako rečem, stranski učinek partnerstva, vedno to prepoznana moč sodelovanja. Dejansko, ko se povežemo, ko ugotovimo, kaj vse lahko skupaj naredimo, pa še nekaj moramo omeniti, nemalokrat so kakšni spraševali o kakšnih finančnih sredstvih, naprimer, pri reševanju izzivov in vedno s ponosom rečemo, da v resnici ne. Tukaj je izključno to, da se povežemo, da si želimo premakniti meje in skupaj seveda, ne, da je to tisto naše glavno vodilo in na to smo res posebej ponosni. Tako da glede na predstavljene akcijske načrte si lahko res veliko obetamo že jeseni. Kaj pa mogoče tisto, kar boste vi, bom rekla, še najbolj želite, da boste jeseni s ponosom predstavili na našem zaključnem dogodku, sicer tega kroga, absolutno pa ne tega izziva? Ja, vsekakor si želimo pač predstaviti v bistvu izpolnjene te začetne plane, ki jih imamo, se pravi to vstopno točko, dobre rezultate pilotnih dogodkov, ki jih tudi planiramo, pa seveda rastočo skupnost pedagogov in pa predstavnikov delodajalcev in študentov, se pravi skupnost, ki jih veže skupna energija in pa zaupanje. Pa predvsem želimo si predstaviti mogoče še bolj ambiciozne načrte za prihodnost. Odlično, glede na vašo željo, energijo in pripravljeno sodelovanje, jaz sem prepričana, da vam bo to uspelo, da nam bo skupaj to uspelo, tako da se že veselim in rezultatov in samega dogodka. Brina, zdaj pa mislim, da boš, hvala lepa, Simona. Hvala. Brina, zdaj pa prepuščam besedo tebi in predstavnikom našega tretjega izziva. Hvala, Jelena. In res zdaj pa v bistvu v našo družbo vabim še dr. Primoža Strojana in dr. Božidarja Casarja, da nam bosta predstavila svoj izziv. Lepo pozdravljena še vidva, dobro jutro. Lepo pozdravljena. Nam lahko v bistvu najprej poveste, malo predstavite v bistvu, no, vaš izziv protonske terapije, kaj to sploh je in kako ste si to zamislili. Ja, hvala lepa, če dovolite bi kar jaz začel. Protonska terapija je nova oblika zdravljenja raka z obsevanjem. Torej, celoten izziv je povezan z uvedbo novega sodobnega načina zdravljenja v slovenski prostor. In ker po eni strani ne gre za
za zdravilo, pač pa gre za obsevalno tehnologijo, namreč pri uveljavljanju ali pa uvajanju zdravil obstajajo dobro utečene poti, pravila so jasna, medtem ker pri uvajanju zahtevnih tehnologij, še posebej, če so drage, pa seveda so stvari manj dorečene. Protonska terapija, kot sem rekel, je oblika obsevanja. Obsevanje pa je eno temeljnih zdravljenj raka. Gre predvsem za to, da je pri določenih tipih tumorja bolj učinkovito kot običajno klasično obsevanje. Pri večini bolnikov pa je njegova prednost ta, da povzroča bistveno manj stranskih učinkov, se pravi, manjša je toksičnost samega zdravljenja, bolniki se potem zdravljenju hitreje opomorejo, hitreje se vrnejo na svoja delovna mesta, se pravi, celotna družba profitira, kolikor seveda je tako zdravljenje uspešno, ne. Zdaj, glede na to, da je projekt zelo kompleksen, finančno, organizacijsko, se zavedamo, da ga Onkološki inštitut kot recimo temu najbolj zainteresirana stranka, poleg seveda bolnikov, onkoloških bolnikov, najbolj zainteresirana stranka, ki si želi, da se to tehnologijo pripelje v Slovenijo, sam ne more voditi tega projekta. In seveda je potrebno sodelovanje z različnimi partnerji. Zdaj, na ravni ali pa prvi partner je seveda Ministrstvo za zdravje, ker seveda Onkološki inštitut ima svoj domicil v okviru Ministrstva za zdravje. Ampak seveda tudi ni edini potencialni partner. Namreč potencial tazga projekta, pa tudi zahteve takšnega projekta grejo preko okvirov Ministrstva za zdravje. Tak projekt ima tudi močno raziskovalno komponento, se pravi, takoj se dotakne Ministrstva za šolstvo, za raziskovanje. Po drugi strani je drag, se pravi, je potrebno sodelovanje z Ministrstvom za finance. In naslednja stvar je, da je namenjen seveda v prvi vrsti domačim bolnikom, vendar po drugi strani, glede na to, da tovrstne tehnologije ni na celotnem področju bivše Jugoslavije oziroma Balkana, namreč pod neko črto Pavija, Trento, Wiener Neustadt, Praga, takih centrov ni. Se pravi, da Slovenija, ki vseeno velja v tem prostoru kot referenčna država za vsa vprašanja zdravstva, ima velik potencial, kolikor bi se tak center vzpostavil, da se tu zdravijo tudi tuji bolniki. Se pravi, je aktualna tudi povezava z Ministrstvom za zunanje zadeve. In glede, kot sem že omenil, kompleksnosti projekta, je to dobra priložnost ali pa odlična priložnost za številna slovenska podjetja, od gradbenih do drugih vrst podjetij. Se pravi, je potrebno nasloviti tudi Ministrstvo za gospodarstvo in seveda ostale deležnike, od društev onkoloških bolnikov, pa po drugi strani univerz, vsaj z različnimi fakultetami, od medicinske fakultete do fakultete za matematiko, pa fiziko in še koga drugega. Bom jaz tukaj nehal, se pravi, je projekt kompleksen, je zapleten, potrebno povezovanje. Ja, no, jaz upam, da v okviru partnerstva bo vsaj en delček tega tudi lahko pripomogel. V bistvu ste mi že povedal tudi, kaj vse potrebujete, da bi ta center dejansko zaživel. Mogoče samo še eno vprašanje, v kolikem času pa mislite, da bi se to lahko zgodilo? Tukaj je treba ločiti fazo
priprave dokumentacije in potem fazo gradnje takega centra in potem fazo zagona takega centra. Zdaj, priprava dokumentacije gotovo traja leto dni ali pa še več, izgradnja tja do 3 leta in potem recimo zagon centra, da začne delovati v polnem obsegu 2 do 3 leta. Okay. Kaj pa v bistvu se je do zdaj v okviru partnerstva že nekako naredilo, kako se zadeve dogajajo in kaj bi si recimo želeli, da bi na našem zaključku, ki bo jeseni, lahko predstavili javnosti? Ja, če smem, jaz tole dodati, lep pozdrav vsem. Veseli me, da smo na tej kavi skupaj. Jaz je sicer nimam na mizi, ampak bom imel kasneje, čez 15 minut, upam. Ob začetku tega izziva, kakšen teden prej ali kasneje, sta bili 2 aktivnosti, ki sta, rečemo temu, sorazmerno pomembni. Ena je bila predstavitev projekta na pododboru odbora za zdravstvo, kjer smo dobili enotno, nedeljeno podporo vseh strank, bi rekel, ker se nam zdi zelo pomembno. Kasneje je ta podpora, sicer seveda samo na načelni ravni, bila potrjena tudi na odboru za zdravstvo in v tem času je profesor Strojan tudi predstavil naš projekt na eni od skupin Evropske komisije. Tako da nekaj se je naredilo v tistem obdobju, potem so aktivnosti nekoliko zastale, morebiti zaradi covida, kompleksne politične situacije, kakorkoli. Je pa res, da smo pred 2 dnevoma imeli nek dolgo pričakovan sestanek na Ministrstvu za zdravje, kjer pa so znova nekako z večjo energijo poudarili, da so pripravljeni to speljati, da so pripravljeni narediti feasibility študijo do junija in je neko upanje znova se zbudilo, da bo ta projekt zaživel v tisti smeri, kot želimo. Do zdaj smo lahko pač ugotovili, da je, ali pa se jaz ugotavljam z moje strani, da je bilo na strani tistih, ki bi lahko odločili določeno pomanjkanje poguma za konkretnejše korake. Nekaj je seveda pripomogel COVID, a ne zadnja 4 leta. Sam se dostikrat spomnim predsednika Kennedyja spred 6 desetletij, ko je rekel, kasneje je umrl malo zatem, oziroma so ga ubili, kako je že rekel, we will go to the moon, not because it's easy, but because it's hard. In tukaj v Sloveniji, po moje manjka človek, ki bi rekel nekako podobno, we will have proton therapy center, not because it's easy, but because it's hard. Ne samo to, koristen bi bil ne samo bolnikom, krepil bi nacionalno samozavest, dvignil bi ugled države in gotovo bi se to dotaknilo vsakega posameznika. Torej, cilj konc leta verjetno se odmika, cilj je bil, da bi imeli vso dokumentacijo pripravljeno s strani državnih organov in da bi vključno z razpisom in izbranim rečemo ponudnikom, kolikor bi to preko razpisa potekalo, ampak mogoče z majhno zamudo pa bo v začetku prihodnjega leta. No, super, držimo pesti in upamo, da bomo tudi mi res lahko še kaj k temu pripomogli oziroma da nam bo skupaj skupnimi močmi in sodelovanjem uspelo. Hvala obema za vajin čas in za pojasnila. Zdaj pa še enkrat vabim nazaj tudi Jeleno, da bomo skupaj zaključili. Jelena, vmes sva dobili še eno vprašanje tudi od gospe Ani Klemenčič, ki pravi, zakaj se pri nas vse odvija spremembe na boljše tako počasi, dajmo hitreje poenostavljati, zmanjševati birokratske ovire, začeti iskati rešitve in ne iskati izgovorov. Sami sebi omogočimo razcvet in blagostanje ter bolj produktivno trošenje sredstev in virov. Jaz mislim, da v bistvu kar delamo s partnerstvom, tudi vse te prepreke malo rušimo oziroma, kako bi rekla, hitreje počnemo stvari, kot bi jih sicer in bomo s tem zagotovo tudi nadaljevali, ne? Absolutno. V partnerstvu in sicer pač želimo si sicer sprememb, ampak korak po koraku je tista, bom rekla, varna pot, ker sigurno pridemo do cilja. Včasih prej, včasih kasneje, ampak ta volja in pripravljenost, jaz mislim, da je.
včasih mogoče manj prepoznana na naši strani, na strani javne uprave, ampak ravno preko partnerstva se je to tudi pokazalo, da je nek stereotip, ki pač v naših glavah, ki ga dejansko tudi s partnerstvom rušimo. Tako da jaz sem prepričana, da je naša pot in sodelovanje dejansko pravi način, da skupaj hitreje uvajamo spremembe, no, in premoščamo ovire in da smo res na dobri poti. Tako je. In jaz sem zelo vesela, da to počnemo skupaj in se v bistvu veselim vseh prihodnjih naših dejavnosti, aktivnosti in uspehov. Tako da, Jelena, hvala za vse, kar počneva skupaj in hvala tudi vam, ki ste bili danes z nami. Hvala vsem izzivalcem tudi za vašo energijo in za to, da tudi vi premikate meje. Zdaj vam pa zaželim samo en lep dan. Bodite zdravi, lepo se imejte in se vidimo naslednji petek na naslednji virtualni kavi Coffee to Connect, kjer bo pa Vida govorila o sejmu Select USA. Tako da lep dan. In hvala tudi našim patron članom, ki omogočajo, da v bistvu počnemo to, kar počnemo, med drugim tudi partnerstvo. Lepo se imejte in adijo. Hvala, adijo, lepo se imejte. Lep pozdrav.